Na osrednji občinski slovesnosti ob dnevu državnosti na otoku Ljubezni v Ižakovcih so se zbrani skupaj spomnili leta 1991, ko je naša domovina Slovenija formalno postala neodvisna. Kot je povedal podžupan občine Beltinci Roman Činč, je tokratna občinska slovesnost ob dnevu državnosti za občino Beltinci velikega pomena. Za občino je to sigurno priložnost, da se na eni strani pokaže dejavnost, naprimer glasbene šole in podobnih prizadevanj, naprimer v naši občini. Po drugi strani pa preko nekih usmerjanj govornika, tako slavnostnega kot tudi mojega, pozivamo občane, da so ponosni na državo Slovenijo, da se zavedajo, da država ni podarjena, ni neko enkratno dejanje, ki bi nehalo s tem, ko je zadeva nastala, ampak je potrebno neke pozitivne odnose v družbi, v državi, v občini neprestano graditi naprej. In ta poziv sigurno vsako leto naleti tudi na kakšna odprta ušesa, in jaz upam, da na ta način demokratični procesi v občini napredujejo, da se zavedamo, da ta gradnik vsake občine, vsake države smo dejansko ljudje. In naš odnos do države potem rezultira neko klimo, ki jo nazadnje potem na neki mednarodni ravni lahko opazimo. Vsi smo ponosni na naše vrhunske športnike, znanstvenike, ki dosegajo te zadeve, ampak zavedati se treba, da je v bistvu vse to omogočila neka pozitivna klima v državi, neka nazadnje tudi zakonodaja, ki je doprinesla k temu, da smo lahko posegli po zvezdah, bi človek rekel. Torej, vsi se veselimo, ko Pogačar zmaguje, po drugi strani je potrebno narediti tudi neke pogoje, da bodo kolesarski klubi v državi vzgajali podobne kolesarje, kot je Tadejne, in nas bodo razveseljevali za svojimi uspehi. O medsebojnem povezovanju Prekmurja z preostalim delom Slovenije tudi ob dnevu državnosti Činč nadaljuje. Ta otok Ljubezni bi lahko rekli, da je nek otok država v malem. Blizu naprimer je reka Mura, ki je mnogo časa bila meja. Torej, tudi nazadnje med kakšnimi svetovnimi vojnami so rekli, da je bila kar težko premostljiva ovira. In nazadnje smo pa z nekim povezovanjem, torej po letu 1919, dosegli, da je Mura lažje prehodna. Sicer tu v Ižakovcih imamo zgolj brod in je ta prehodnost mogoče manjša kot na kakem mostu. Zavedati pa se je treba, da prehod preko mosta na eno stran pomeni neko pričakovanje tudi iz druge strani. Torej, da nekaj dobimo, nekaj damo, na ta način tvorimo našo državo Slovenijo, ki smo se ji priključili daljnega leta 1919 v tem Prekmurju. Tako da ta simbolika, da je proslava ravno tu, se mi zdi kar v redu in se zahvaljujem tudi, če so naši kolegi iz druge strani Mure prišli na to proslavo. Torej, je sigurno to nek znak spoštovanja in povezovanja. Kakšno je sporočilo podžupana Činča vsem Slovenkam in Slovencem? Da smo na Slovenijo ponosni, da se zavedamo svoje odgovornosti do države, da državo tvorimo vsi, da država brez našega, bi rekel, soglasja, sodelovanja, kooperativnosti ne more obstajati. In da je treba zaupati v državo, predpise, ki pa jih država ponuja, pa jemati na način, ne da se kršijo, ampak da se spoštujejo. Predpisi so namenjeni temu, da potem ustvarijo neko, bi rekel, boljšo družbo. Konkretno, naprimer, če gledamo neke prometne predpise, gledajte, kako bi izgledalo, če bi imeli v prometu naprimer neko ureditev brez teh predpisov. Tako pa, če vsi spoštujemo predpise, potem ni nesreč, potem je dostopnost do raznih krajev smiselna, dobra, se z veseljem potuje in podobno. Torej, predpisi so zato, da se spoštujejo. Slavnostni govornik na osrednji občinski slovesnosti je bil docent dr. Drago Jerebic, zakonski in družinski terapevt. V govoru sem uporabil prispodobo hiše, dom, in tako kot si v hiši želiš, da je to en varen dom, tam, ko prideš zvečer, popoldne domov, kjer se lahko pomiriš, isto si želiš tudi državi, da se lahko tam pomiriš. In to je tisto hrepenenje, ki je vedno nas, nekje, kjer se lahko pomiriš. In potem pa tukaj so pa vse te prispodobe, kot je, ali je to dom, ali je domovina, država, mama, oče, se pravi, in ljudje, ki te imajo radi, sodelovanje. In to je recimo ena izmed stvari, ki jih je dobro, da jih mogoče ob tem dnevu državnosti vedno znova osvežimo, ker jaz sem se tudi vprašal,
Verjetno so si, dobro, jaz sem bil še takrat otrok, so si državo želeli zato, ker so hoteli iti na boljše, na bolje. Verjetno nekaj ni bilo čist tak, to je kot greš na svoje, da si svojo hišo narediš. Se pravi, nekaj je bilo takega, kar smo želeli, da bo bolje. In dobro je, da se vsako leto znova se vprašamo, kaj so tiste stvari, ki jih želimo bolje, in potem vsako leto znova probamo spet te stvari malo korigirati oziroma okrepiti. Recimo sodelovanje in podobne stvari. V sklopu osrednje občinske slovesnosti so v kulturnem programu učenke in učenci glasbene šole Beltinci izvedli koncert ob zaključku šolskega leta.